ne le Ministrstvo za zdravje, ampak celotni zdravstveni sistem že dolgo, pravzaprav predolgo čaka na novega ministra. Zato me zanima, kaj bi kandidatki za ministrico za zdravje v tem trenutku svetovali, ji položili na srce, kako naj ravna, kako naj ukrepa, pa naj gre v prihodnje za reformo ali zgolj za parcialne spremembe. Prvi korak, ki bi ga ji svetovala, je, da si sestavi kompetentno ekipo, ne samo politično, temveč tudi profesionalno ekipo sodelavcev, ki bojo lahko pokrivali kompetentno posamezna področja, za katera je pristojno Ministrstvo za zdravje, tudi po zaključku njenega mandata. Poleg kadrov na Ministrstvu za zdravje pa menim, da je tudi ključno vprašanje reševanja kadra v sami zdravstveni dejavnosti, kjer kot prvo prioriteto seveda vidim primarno raven zdravstvene dejavnosti. Tukaj so izzivi izjemno veliki, pravzaprav kulminirajo že leta, lahko rečemo tudi desetletja. Seveda pa se pomanjkanje kadra in drugih problemov kaže navzven, pravzaprav na vseh ravnih zdravstvenega varstva. Kako bo tukaj v prihodnje odigral vlogo Zavod za zdravstveno zavarovanje? Kateri so tisti ključni momenti, kjer morda še vidite določene rezerve v zdravstvu ali kjer želite skleniti tvoren dialog z izvajalci? Rezerve vidimo na področju kakovosti in pa zmanjševanja potencialno nepotrebnih ali pa neutemeljenih storitev. Tukaj vidimo še nek določen izziv, kjer so morda rezerve v sami, bom rekla, količini storitev in pa eventualno v boljši organizaciji dela pri samih izvajalcih. Zavod kot plačnik, njegova glavna vloga je, da sledi z financiranjem opravljenih programov, vendar danes se kaže, da v bistvu z obstoječimi kapacitetami ne moremo pokriti celotnega povpraševanja. Zato se mi zdi ključno, da najdemo take rešitve, da bodo tisti pacienti, ki so res najbolj potrebni, da pridejo čim bolj pravočasno oziroma čim prej do zdravstvene storitve. In eden od načinov je seveda, da tiste storitve, ki se potem kasneje izkažejo kot nepotrebne, da se tukaj to odpravi, zmanjša, da bi lahko drugi pacienti, ki res potrebujejo storitev, prišli čim prej na vrsto. Na teh dveh segmentih iščemo nekje povezovanje z izvajalci. Velika so seveda pričakovanja tudi z ustanovitvijo Inštituta za kakovost, kjer naj bi se ravno te rezerve iskale preko kazalnikov kakovosti. Verjetno pa je ključni izziv rešitev problema, ki ga predstavljajo res predolge čakalne vrste, v katerih so nekateri bolniki ujeti tako dolgo, da to zelo škodi tudi njihovemu zdravstvenemu stanju, ki je že tako načeto. Drži. In ravno zato vidimo te dve možnosti, se pravi krepitev primarnega nivoja, da bi se lahko zdravniki na primarni ravni lahko bolj posvetili pacientu in potem morda manj napotovali na sekundarni nivo. In v tem primeru bi bilo verjetno tudi manj teh tako imenovanih nepotrebnih napotitev, ker bi imeli več časa za obravnavo pacienta in bi se več storitev lahko opravilo že na primarni ravni in seveda odpravile tudi te nepotrebne napotitve. Ne bomo se pa mogli izogniti temu, da bo potrebno povečati tudi število zaposlenih v zdravstvu. Dejstvo je, da se populacija v Sloveniji stara, da razvoj medicine, znanosti, farmacije prinaša nove pristope, nove načine zdravljenja, ki pač omogočajo bolj celovito, bolj kvalitetno obravnavo, kot so jo pred desetletji pacientov, in to je neminovno povezano tudi z večjim številom obravnav oziroma obiskov pacientov pri zdravniku. Tako da bo treba iskati ravnotežje med enim in drugim, ampak povečati kader v zdravstvu je po moji oceni neminovno. Se kaže ne samo v Sloveniji, ampak tudi v drugih evropskih državah.
kar pa bo mimo grede verjetno zelo, zelo težka naloga, glede na to, da je veliko kadra že tik pred upokojitvijo, mnogi iz poklica zaradi velikih izzivov bežijo ali pa bežijo pač na drugo raven, drugam, kjer so obremenitve manjše. Drži. In tukaj ne gre za projekte 1-2 let, gre za dolgoročne projekte, ko moraš zadeve pravilno in dolgoročno zastaviti. Rezultati bojo pa verjetno šele čez 8, 9, 10 let.